Spremljate Globus. Nemčija je v tehnični recesiji, povečuje se število brezposelnih, skrajna desnica se krepi. Kam to vodi Nemčijo in posledično tudi Evropo? Bürger zweiter Klasse, leider stimmt das auch ein bisschen, weil sie eben viel weniger verdienen als die im Westen. Auch für die gleiche Arbeit in den Ministerien bekommen sie immer noch 10% weniger Geld. It did have a leadership role in certain respects in Europe under Merkel, and I think it's losing that a little bit. Dober večer. Nemška vlada pod vodstvom kanclerja Olafa Scholza se bliža polovici svojega mandata, podpora volivcev pa jih hitro kopni. Po zadnjih javnomnenjskih raziskavah le petina Nemcev ocenjuje, da vlada dela dobro. In kdo pridobiva? Skrajno desna alternativa za Nemčijo, ki je nastala pred 10 leti, je vse bolj priljubljena. Prejšnji mesec je v Sonnebergu celo prvič uspelo osvojiti enega od nemških okrožij. Razlogov za korenite premike na nemškem političnem parketu je gotovo več. Vojna v Ukrajini, energetska kriza, prehranska draginja, povečano število migracij in nenazadnje tudi neenotnost v vladajoči koaliciji. Dejstvo je, da je Nemčija v tehnični recesiji, prejšnji mesec pa je bilo tudi za skoraj 200 tisoč brezposelnih več kot junija lani. Bo Scholzeva vlada našla prepričljive odgovore na skrbi nemškega prebivalstva? Nocoj bomo s pomočjo naše dopisnice Polone Fijavž podrobneje analizirali razmere v Nemčiji. Polona, lepo pozdravljena. Najprej o gospodarskih razmerah. Podatki niso spodbudni, tudi ne za nemške trgovinske partnerice, med njimi Slovenijo. So v Nemčiji zaskrbljeni? Mislim, da ni tako črnogledo, kot se zdi ta trenutek, kajti nemška vlada je v preteklih mesecih naredila pomembne korake. Če pogledamo samo energetsko krizo, ki je Nemčijo prizadela bolj kot ostale države, pred letom dni se je govorilo o izpadih elektrike, o zaustavitvi industrijske proizvodnje, pa se nič od tega ni zgodilo. Nemška vlada je odreagirala po moji oceni izjemno. Hitro so postavili terminale za utekočinjeni plin, hkrati pa je za razbremenitev prebivalstva vlada omejila cene plina in elektrike. In zanimivo, če vprašaš tukaj vladne predstavnike te dni, pravijo, ja, nemško gospodarstvo je trenutno v krizi, ampak to je bolj posledica energetske krize, ki pa se izboljšuje in oni ne delujejo zelo zaskrbljeno. Kar se tiče inflacije, ja, junija bila visoka, 6,5% in zaradi tega je nižja potrošnja doma in tudi zmanjšana naročila iz tujine, tudi iz Slovenije, ampak na to vlada tukaj nima vpliva, to je v pristojnosti Evropske centralne banke. Kar po moji oceni resnično lahko skrbi, pa so globoke strukturne težave Nemčije. Grozljivo pomanjkanje tuje delovne sile, strokovnjakov, kar traja že leta, pa pod vlado Angele Merkel v tej smeri ni bilo storjeno nič. Ta 10-letna gospodarska rast, vse do pandemije, je strukturne težave nekako prekrila, Angela Merkel pa jih v času konjunkture ni naslovila. In tukaj je vlada kanclerja Scholza pred ogromnimi izzivi. Kar še skrbi je tudi razvoj nemškega paradnega konja, torej avtomobilske industrije, v kateri je zaposlenih 800 tisoč ljudi, ki zdaj v prehodu na električne avtomobile zelo zaostaja za Kitajsko, tudi za ZDA. In to bo po moji oceni največji izziv, ki čaka nemško gospodarstvo v prihodnjih letih in od tega bo veliko odvisno. Polona, hvala za zdaj, pa bomo kar pogledali tvojo prvo reportažo. Nemčija se v zadnjih letih precej spreminja, tudi politično. Leta 2013 je nastala skrajno desna alternativa za Nemčijo, ki ob družbenih težavah postaja čedalje pomembnejša politična sila. Pred letom in pol pa se je od politike poslovila še dolgoletna kanclerka Angela Merkel. Vse to je naša dopisnica spremljala od blizu in takole popisuje aktualno nemško družbeno-politično sliko. Če je lakmusov papir uspešnosti neke države zadovoljstvo njenih prebivalcev in posledično nizka podpora skrajno desnim protestnim strankam, ki igrajo na strah pred neizogibnimi spremembami, rešitev pa ne ponujajo, potem je Nemčija trenutno v težavah. Sonneberg schreibt Geschichte. Die AfD ist nunmehr als Volkspartei hier im Kommunalbereich in Thüringen und auch in der Bundesrepublik Deutschland angekommen.
Skrajno desna stranka AfD, ki obstaja 10 let, je dosegla še eno zmago. Njen kandidat je zmagal na lokalnih volitvah, dobili so tudi prvega župana v Turingiji. Nezadovoljstvo, predvsem z vlado v Berlinu, je tu veliko. Wir bezahlen für alle, wir bezahlen für die Ukraine, es kommen die Ausländer an, wir bezahlen für alle und alles. Und für unsere Leute ist kein Geld da. AfD je po zadnjih javnomnenjskih raziskavah druga najmočnejša stranka v državi, takoj za CDU in pred Socialdemokrati in Zelenimi. Das ist also typisch, wenn gerade Themen in der Debatte sind, die mobilisieren, mal nach oben und dann auch wieder nach unten geht, dass insbesondere wenn die Regierung wieder Vertrauen aufbauen kann, dass in der Regel die AfD etwas schwächt. Aber wir reden nicht von einer Partei, die jetzt, wie wir sagen würden, einen Durchmarsch macht, von also ganz klein nach ganz groß. Zmaga v Turingiji bo stranki dala dodatni veter v krila povsod v državi. Es gibt es auch anderswo in der Welt und sie müssen deshalb aber nicht relevant und dominant werden und das wird auch hier nicht der Fall sein. S kolegom, ki o Nemčiji že 18 let poroča za nizozemski časnik Telegraf, že vsa leta intenzivno razpravljava o tem, kje so vzroki za tolikšen porast podpore AfD v nekdanjih vzhodno-nemških deželah, a ne samo tam. Heutige Zeit ist wieder eine Zeit mit sehr vielen Umbrüchen. Also es gibt Krieg in Ukraine, wir haben kein russisches Gas mehr, es gibt Wahnsinnsinflation, Digitalisierung überall. Also die Leute, die suchen nach Antworten und die einfachen Antworten sind einfacher zu vermitteln als komplizierte Antworten. Bürger zweiter Klasse, leider stimmt das auch ein bisschen, weil sie eben viel weniger verdienen als die im Westen. Auch für die gleiche Arbeit in den Ministerien bekommen sie immer noch 10% weniger Geld. Die Renten im Osten sind auch niedriger als die Westrenten. Und die Vermögen sind sehr ungleich verteilt, auch immer. Aber auch zum Beispiel von den 30 großen DAX-Firmen, die börsennotiert sind, die sind alle westdeutsche Firmen. O tem sem se sama prepričala tudi ob številnih obiskih nekdanjih vzhodno-nemških dežel v minulih letih. V Brezevicu, dobri 2 uri vzhodno od Berlina, je AfD na parlamentarnih volitvah leta 2018 dobila najvišjo podporo. V tem kraju skoraj 80%. In to v času gospodarskega razcveta, po desetletju gospodarske rasti, ki pa je tukajšnji prebivalci niso občutili. Čutijo se odrinjeni na rob družbe. Hier ist die Wende in den 90er Jahren an vorbeigegangen. So toll ist Deutschland, weiß Gott nicht. Ja, ne, Deutschland wirbt damit, ja, dass hier wirklich ein gutes Leben vorhanden ist. Aber wie es im Inneren des Dorfes aussieht, das zeigt halt keiner. Ne, oder auch manche Städte. Gucken Sie sich manche Städte ganz genau an. Es gibt da Ecken, wo Sie sich wirklich umdrehen und sagen, oh Gott, oh Gott, oh Gott, was ist hier passiert? In to nezadovoljstvo se je nato akumuliralo v nasprotovanju begunski politiki Angele Merkel, ki jo je nagovarjala AfD. Ko sem podpornike AfD spremljala na enem od največjih protestov po berlinskih ulicah, sem imela v nasprotju z nemškimi novinarji priložnost govoriti s številnimi od njih. Slowenische Fernsehen ist als berichtet so, wir sind AfD-Leute, wir sind mit der Merkel-Politik und der Flüchtlingspolitik in Deutschland nicht zufrieden. Čeprav mi je eden od članov AfD takrat priznal, da je del stranke skrajno desen. Nee, mir selber ist das schon zu rechtsextrem, aber das ist nur ein kleiner Teil von der AfD. Die breite Masse ist das nicht. Ob shodu je kljub vsemu navdušilo, kako so se prebivalci Berlina njihovim parolam uprli in jim dali vedeti, da njihova stališča, takrat je bilo to sovraštvo do beguncev, ki so bežali pred vojno, niso sprejemljiva. Das sind die linken Faschisten, die unser Land zerstören wollen. Und das lassen wir nicht zu. Unser Vorbild ist auch Viktor Orban in Ungarn. Der hat die Grenzen dicht gemacht. Podpora AfD pa je zdaj še višja kot takrat. Druge stranke pa se na uspehe AfD odzivajo izjemno nezrelo, z medsebojnim obtoževanjem, kdo je za to odgovoren.
Vodja CDU Friedrich Merz obtožuje zelene, vodja vladne stranke liberalcev Christian Lindner pa je na nedavnem nastopu prebivalce vzhodne Nemčije celo opozoril, da bodo z desničarsko agitacijo škodili lastnemu gospodarstvu in blaginji lokalnega prebivalstva. Das größte Standortrisiko für Ostdeutschland, dass nicht noch mehr Großunternehmen mit gut bezahlten Arbeitsplätzen kommen. Das größte Standortrisiko für Ostdeutschland ist die AfD. Es tut mir in der Seele weh, es zu sagen, aber im Notfall könnte man noch die Linkspartei wählen. Lindnerju pritrjujejo statistični podatki. Zaradi podpore skrajno desni AfD in sovraštvo do tujcev v nekdanjih vzhodnih deželah je tam bistveno manj priseljencev, kar pa pomeni manjko delovne sile, ki jo nujno potrebujejo. Na zahodu, vključno z Berlinom, se je število prebivalcev od leta 1990 povečalo za skoraj 10%. Na vzhodu se je v istem obdobju zmanjšalo za 15%. Hkrati je zaradi staranja prebivalstva na vzhodu domači delovni potencial že nekaj časa izčrpan. Bei dem feststellen, dass es inzwischen einen kleinen, aber doch beachtlichen Teil von Menschen gibt, die das ganz offensichtlich nicht wollen. Sie wollen eben nicht die liberale, offene, auch multikulturelle Gesellschaft. Und das muss man deutlich machen und auch klar machen, wofür die AfD steht, nämlich für die Radikalisierung im politischen Diskurs, auch für eine offene Flanke zum Rechtsextremismus. Za zdaj nobena od demokratičnih strank, kot sebe imenujejo ostale parlamentarne stranke, z AfD ne sodeluje nikjer. Ob čedalje večjih uspehih AfD pa bo to postalo bistveno bolj težavno. Novinarski kolega celo meni, da nemogoče. Aber nein, das bleibt nicht so. Also wie wir sehen, in Stadträten, in Kommunen, in Kreisen, in Dörfern, in kleineren Städten, da werden sie langsam mit der AfD, die CDU, die FDP, die werden langsam mit denen zusammenarbeiten. Sama nisem tako pesimistična, a se zaostrena retorika sovraštva kaže tudi vse več nasilja skrajne desnice, ki je postala sovražnik demokratične Nemčije številka 1, kot pravijo nemški politiki. Zgodil se je prvi politični umor po desetletjih. Politika CDU Walterja Lübkeja, ki je bil ustreljen v glavo pred lastno hišo, ker je imel po mnenju morilca desnega skrajneža preveč liberalna stališča. Po umoru Lübkeja sta se zgodila še dva večja napada skrajnih desničarjev, na sinagogo v Haleju 2 mrtva in na priseljence v Hanau 10 mrtvih. Nemška politika je v desnem ekstremizmu prepoznala največjo grožnjo v državi. Stranka AfD pa je pod nadzorom Urada za zaščito ustave. Wir dürfen die mörderische Gefahr durch Rechtsextremismus und Rechtsterrorismus niemals unterschätzen. Extremismus nimmt zu in Deutschland. Woran liegt das? Naja, wir haben das Problem, dass wir im Prinzip eine neue Generation von Rechtsextremen haben und die fühlen sich ermutigt dadurch, dass sie eben viel rechtsextreme Wahlerfolge zur Kenntnis nehmen und dass der Staat eben dem nicht entsprechend genug entgegensetzt. Und ich glaube, wir brauchen da nochmal ein deutliches Zeichen, auch gerade von Seiten der aktuellen Regierung, dass das nicht hinnehmbar ist. Ampak gre več kot za to. Visoka podpora AfD, predvsem v nekdanjih vzhodno-nemških deželah, seveda pa tudi drugod, je zdaj tudi izraz strahu pred številnimi spremembami, ki Nemčijo čakajo tudi zaradi vojne, predvsem pa zaradi zaspanih priložnosti v preteklosti pod vlado Angele Merkel. Sledi kratek premor, v drugem delu Globusa podrobneje o tem, zakaj v Nemčiji nezadovoljstvo nad vladno koalicijo narašča. Pestra ponudba in odlične cene. Nadaljujemo Globus. V drugem delu usmerjamo pogled k aktualni koaliciji, ki jo vodi kancler Olaf Scholz. S kakšnimi načrti je prišla na oblast prva tako imenovana semaforska koalicija, kaj je obljubljala in zakaj je nezadovoljstvo Nemcev z vladajočo politiko zdaj tako visoko? V drugem delu reportaže naša dopisnica orisuje nemške izzive na poti v prihodnost.
Januarja 2017 je mesto Hamburg po 10 letih gradnje in 10-krat preseženem prvotnem proračunu dobilo filharmonijo, najveličastnejšo sodobno stavbo v državi. Takrat je bil župan Hamburga Olaf Scholz. Filharmonija je postala nepogrešljiv simbol mesta Hamburg, vredna obiska vsaj enkrat v življenju. Župan Scholz pa najprej finančni minister v vladi Angele Merkel, 4 leta kasneje, v nasprotju z vsemi kazalci in napovedmi, pa 10. kancler Zvezne republike Nemčije, vodja, kot se je sama poimenovala, vlade napredka. Tik pred tem je še bil dosegljiv za pogovore z nami. Dass natürlich unsere Gesellschaften einen neuen Weg des Zusammenhalts, des Miteinanders, der gemeinsamen Zukunft brauchen. Das ist der Grund, warum ich über Respekt rede. Das, was Deutschland eigentlich bewegt, ist die Frage, wie kann die Zukunft aussehen. Wir haben den Plan, wer auf die SPD setzt, wer auf Olaf Scholz als Kanzler setzt, der kann sicher sein, dass wir die nächsten 10, 20, 30 Jahre alles dafür tun werden, dass Deutschland ein Land ist, das wirtschaftlich, technologisch an der Spitze ist. Und das gibt es, das will ich ausdrücklich sagen, in Deutschland nur mit der SPD. Denn tatsächlich ist es so, dass die Konservativen kapituliert haben vor der großen Aufgabe, die mit dem technologischen Wandel und dem Klimawandel verbunden ist. Pa čeprav je bil tudi on del te vlade, a nepripravljenost na korake naprej z današnje perspektive zveni še bolj neodgovorno kot pred vojno v Ukrajini. Zaradi posledic le-te je zapuščina nekdaj najmočnejše ženske na svetu, Angele Merkel, mogočne voditeljice države, ki je diktirala tempo celotni Evropski uniji, tudi v svetu, povsem skopnela. Aus der damaligen Perspektive war es sehr rational und nachvollziehbar, leitungsgebundenes Gas auch aus Russland zu beziehen, das billiger war als das LNG aus anderen Gegenden der Welt, USA, Saudi-Arabien, Katar. Und selbst im Kalten Krieg war Russland ein verlässlicher Energielieferant. Und insofern bereue ich Entscheidungen überhaupt nicht, sondern glaube, dass es aus der damaligen Perspektive richtig war und auf der anderen Seite. Verjetno, a opravičila za vse neizpeljane strukturne reforme, zaradi katerih bo Nemčija capljala na številnih področjih za svetovnimi gospodarskimi velesilami še nekaj časa, ni. Semaforska koalicija je imela ambiciozne načrte, kako bo to spremenila, ki jih je odložila, a ne zaustavila vojna v Ukrajini. Ta sabo prinaša največje spremembe v sodobni nemški zunanji politiki doslej. Diese neue Realität erfordert eine klare Antwort. Wir haben sie gegeben. Wie Sie wissen, haben wir gestern entschieden, dass Deutschland der Ukraine Waffen zur Verteidigung des Landes liefern wird. We don't give the Germans enough credit there, but actually, you know, these are big, big changes, and this is a very, very pacifist country, obviously because of the experience of the Second World War, and suddenly they've been projecting a much more forceful foreign and defense policy, and that is a change. Okoliščine so se menjale, pričakovanja in predvoljivne obljube so ostale. Uspelo nam bo Merklove, je zamenjal Scholzev paradni stavek, nikogar ne bomo pustili na cedilu. Natürlich klar, wenn man in dem Ausmaß, wie es finanziell stattfindet, die Ukraine unterstützt, wenn man also neue Prioritäten finanziell setzen muss, dass dann andere Vorhaben in Frage gestellt werden. Und die große Herausforderung für diese Ampelkoalition ist, dass von Anfang an klar war, dass gerade die Finanzierung von Fortschrittsprojekten sicherlich, wir sagen, der Lackmustest, also der entscheidende Test sein wird, ob dieses Bündnis gut miteinander arbeiten kann. S kolegom z Financial Timesa razmere v Nemčiji spremljava podobno dolgo in se ne strinjava vedno. A v tem primeru, da vodi kancler Scholz najkompleksnejšo vladno koalicijo 3 strank, ki jo glede na okoliščine dobro obvladuje, sva si edina. I think Scholz is actually a very good mediator. He's able to mediate between the 3 parties in the coalition quite well. Well, that's actually a good question. I think in a way he does it more than Angela Merkel. Merkel was an extremely good mediator on the European level. I think she was
constantly in contact with other European leaders. I think Scholz is less interested in that. Tudi on je, podobno kot sama, imel nekaj težav pri razumevanju nemške odločitve, da med energetsko krizo ugasne zadnje 3 jedrske elektrarne, kljub prepričljivim pojasnilom pristojnih ministrov iz stranke Zelenih. Nirgends auf der Welt sind Atomkraftwerke für kriegerische Angriffe ausgerüstet worden. Wir haben etwa 3 Generationen lang Atomkraft genutzt in unserem Land und dabei Abfälle produziert, die noch für 30.000 Generationen gefährlich bleiben. The anti-nuclear movement is so central to the identity of the Greens, and it was just one of those battles that they couldn't afford to lose, I think. It was a CDU government after all, a Christian Democrat government that decided to shut down all the nuclear power stations. So this is a consensus issue in Germany. It's not just the Greens. And what is ridiculous is that a lot of the energy that they'll be importing, a lot of the electricity they'll be importing is from Poland, which is made from coal. Hkrati jim za uradnik dihajo okoljski aktivisti. Akcije skupine, kot je Zadnja generacija, so vse bolj radikalne. Pretepi, ko blokirajo ulice v prometnih konicah, so postali del vsakdana. Borimo se za vašo prihodnost, pojasnjujejo okoljevarstveniki, izjemno razočarani nad to vlado. Tudi v Lützeratu, vasi, ki so jo neuspešno simbolno branili pred podrtjem zaradi širitve premogovnika, ko so na oblasti tudi Zeleni. Das ist einfach total krass, wenn meine Regierung da nichts tut, dann muss ich es halt machen. A obstaja tudi del prebivalstva, ki meni, da je prehod na obnovljive vire in spremembe, ki jih to prinaša s sabo, prehiter in za blagostanje Nemčije škodljiv. Sie vertrauen Herr Habeck? Nein, nein. Ich glaube nicht, damit der uns Unterschicht, Mittelschicht, dass der das versteht, was wir wollen und haben und was das für Existenzängste mit uns hat. Ich finde, die Grüne ist eine Partei, die für mich viel Frustration bringt und den Klimaschutz mit Frustration durchsetzen wird. Man kann nicht von heute auf morgen alles elektrifizieren und nur Elektroautos fahren und die ganze Braunkohle wegmachen. A je za prihajajoče generacije edina stvar vredna boja zaščita podnebja. Es ist wichtig zu protestieren. Ich war auch einmal bei Fridays for Future. Man hatte schon das Gefühl, dass man etwas verändert und das fand ich gut. Nemčija je po vseh energetskih težavah, po težavnem vodenju tristrankarske koalicije, bolj zaposlena s sabo kot prej. What do you think, how is Germany going to do now in the next few years? One of the sort of most worrying things about Germany is that it did have a leadership role in certain respects in Europe under Merkel, and I think it's losing that a little bit. See it a little bit. The relationship with France is not great at the moment. Macron, I think, feels like Merkel was invested more in the relationship than Scholz is. So I think that's my worry at the moment, because is that Germany is going to be more sort of focused, a bit self-absorbed, self-obsessed in a way than it has been in the past. But that is inevitable because its political system has become so fragmented. Ob vojni v Ukrajini, posledicah, ki jih prinaša s sabo energetska kriza in kopici izzivov, ki čakajo Nemčijo, predvsem v prehodu z industrijske dežele, se v Nemčiji takšnih zgradb, kot je Filharmonija na Labi, še dolgo ne bo gradilo, so prepričani mnogi. Nemčija in kancler Scholz sta zaposlena z gospodarskimi težavami, zaujenimi priložnostmi. Župan Scholz je ob postavitvi Filharmonije govoril o markiranju poti v prihodnost. Zato ima tudi zdaj priložnost, le da gre za prihodnost večjih dimenzij in da je tokrat na kocki bistveno več. Za še nekaj zaključnih misli se spet povezujemo s Berlinom in Polono Fijavš. Polona, le še nekaj tednov dopisniškega dela je pred tabo v Nemčiji si preživela 9 novinarsko bogatih let, poročala tudi iz nekaterih drugih držav, zlasti iz Poljske. Kaj ti bo najbolj ostalo v spominu? Kateri sogovorniki ali zgodbe so se ti najbolj vtisnili v spomin? No, najbolj mi nekako bo ostalo v spominu ta angažma civilne družbe, ki je v Nemčiji
to, da poka včasih, no ljudje tukaj vedo, da nekatere stvari lahko premikajo in dosežejo. Morda zdaj skrbi, da se ti podnebni aktivisti ne bi še bolj radikaliziralo. Poznamo akcije, ko zaustavljajo promet tukaj v Berlinu. Kar se tiče sogovornikov, vsi pogovori, ki smo jih imeli z Angelo Merkel, mogočno voditeljico, nekoč, ki pa je danes tukaj zaradi svoje predvsem energetske politike, odvisnosti od Rusije, utonila v pozabo, če ni celo precej osovražena oseba. Tudi z Olafom Scholzem, ostalimi vodilnimi politiki in pa zelo dragoceni pogovori z njihovimi svetovalci, ki so nekako dovolili vpogled v njihove strategije razmišljanja. Ampak, če sem iskrena, so največji pečat pustile posledice ruskega napada na Ukrajino tudi zame. Nikoli si ne bi mislila, da bom na dopisniškem mestu v Nemčiji, na Poljskem poročala tudi iz vojnega območja, kar je bilo na kratko iz Ukrajine. In da bo tolikšen del mojih 2 mandatov zaznamovale begunske krize, ko sem vendarle tukaj na severu. Najprej tista v Nemčiji, potem na Poljskem ob vojni v Ukrajini, ko sem nekaj dni po začetku na meji skupaj s tisoči prostovoljcev z vse Evrope nekako čakala in spremljala te bežeče matere z otroki in to skušala prikazati, kaj doživljajo in kako dolgotrajne posledice bo to imelo za prihodnje generacije, tudi našim gledalkam in gledalcem in poslušalcem. Težko je bilo takrat snemati ljudi, ki so nekako mislili, da domovino zapuščajo za nekaj tednov, ob tem, ko smo tudi jokali skupaj, ob tem nekakšnem zavedanju, da gre v bistvu za izgubljeno generacijo. Ampak te ljudi je ob njihovih tragedijah takrat sprejela vsa Evropa, na Poljskem, z odprtimi rokami, tudi iz Slovenije so prihajali kombi pomoči. Bilo je res ganljivo, tako da ta negativna zgodba se prepleta tudi z neko pozitivno zgodbo. Ampak najbolj me je pa v bistvu prizadel obraz, ki ga je pokazala Evropa, predvsem tudi Poljska, o prihodu beguncev z Bližnjega vzhoda preko Belorusije. Kar se dogaja na beloruski meji tudi danes, je namreč najbolj strašljiva stvar, res, ki sem jo spremljala v življenju, ko so pri minus 10-20 stopinjah celotne družine v gozdu po več tednov jedle listje z dreves, pile vodo iz luž, otroci s tako prezeblimi rokami, da niso mogli sprejeti banane, ki jim ponudiš, potem pa so jih Poljaki vrnili še bolj okrutnim beloruskim vojakom nazaj v gozd. In kot rečeno, to se dogaja tudi danes in tam ni nikogar, ki bi pomagal tem ljudem, razen aktivistov, čeprav gre tudi za Sirce, Afganistance, ki bežijo tudi pred vojno, tudi družine z otroki. In tega okrutnega obraza Poljske in seveda Evrope ne bom nikoli pozabila. In pol leta kasneje, ob tem sprejemu ukrajinskih beguncev, je ta slika postala še bolj boliča. Ampak, če zaključim, bilo mi je izjemno čas spremljati in interpretirati dogodke in njihove posledice za družbo, za slovensko javnost, predvsem iz Nemčije, pa tudi iz Poljske. To so bogate izkušnje in zelo hvaležna sem, da sem imela to priložnost, ki je tudi mene zavedno spremenila. Kolegica Bolona Fijavž, najlepša hvala za nocojšnji Globus, predvsem pa za vse tvoje reportaže, poročila in komentarje, ki si jih pripravila z RTV Slovenija. Povejmo še, da bo od septembra naša nova dopisnica v Berlinu Maja Derčar. To je bil Globus v Nemčiji, prihodnji teden pa bomo pogledali v Črno Goro, ki se je letos odpovedala stari politiki in pričakuje, da ji bo pot v boljšo prihodnost nakovala nova generacija politikov. Bodo uresničili obljube? O tem torej prihodnji torek, za nocoj pa vam ekipa Globusa želi le še prijeten večer.